V tem času vas zelo skrbi tudi za živali v naravi in za hišne ljubljenčke. Zelo lepo. V Italiji namreč ni tako. Tam poročajo o več kot 10 000 zapuščenih živalih, ki so jih neodgovorni lastniki zaradi strahu pred okužbo zavrgli. Da se kaj podobnega ne bi zgodilo tudi pri nas, smo za nasvet vprašali na Veterinarski zbornici Slovenije. Mislim, da ni nikakršnega razloga, da živali prepuščamo ulici. Med temi, ki so se znašle kot brezdomci na ulici, je gotovo nekaj takih, ki so jih lastniki izpustili iz strahu. Še veliko več je pa verjetno takih, ki so se znašli kot brezdomci pravzaprav zaradi stiske ljudi, zaradi njihove bolezni ali pa hospitalizacije. Ljubca je moja druga sestrica, ki me za razliko od prve nikoli ne spravi v živce in ji ne bi dala za nič na svetu. Če pride do hospitalizacije lastnika in skrb za žival ne more prevzeti nihče drugi, potem svetujemo, da se obrnejo na lastniki ali sorodniki, obrnejo na civilno zaščito, ki bo poskrbela, da bo v času lastnikove bolezni žival ustrezno oskrbljena, v ustreznih pogojih počakala na njegovo vrnitev domov. Jaz si življenja brez mojega mačka sploh več ne predstavljam. Vedno me spravi v dobro voljo in vse moje slabe dneve spremeni v dobre. Pravzaprav ni nič posebej drugače kot običajno, razen tega, da moramo biti nekoliko bolj pozorni na osebno higieno. Torej, po stiku z živaljo svetujemo, da si res redno umivate roke z milom, dovolj časa, dovolj temeljito in po možnosti tudi razkužite. Vsekakor odsvetujemo pretirane tesne stike z potepuškimi psi, mačke, pa tudi druge divje živali v naravi.